Dobrodošli na odru. Glasbeni platformi, ki podpira kvalitetne glasbenike. Na našem odru se bodo zvrstili bendi, solisti ter drugi izvajalci in dokazali svojo glasbeno moč. Ampak naš oder ni samo prostor za nastopanje. Gostili bomo tudi legende, poznane glasbenike, ki bodo z nami brez filtrov delili svoje bogate glasbene izkušnje. Da, dragi moji, to je oder. In danes je z nami Alex Volasko. Kaj čak? Prosim? Najbolj luče. A zdaj pa lahko gremo. Da imam problem, da nadležem mnogim sem ljudem, a najslabši sem do sebe, vem, ko se grem na led, jaz spet. Ko lepo je, si odprem dežnik, ko sem lačen, se ga grem nalit, a zaljubljen sem še bolj zabit, pa kaj mi je, ne vem. Nekaj je na tebi, veš, znova me sestavi in megla v moji glavi se razkati. S tabo sem drugačen, nisem takšen krecin. O ne, to mi zdaj govorijo vsi. S tabo sem drugačen, nisem takšen problem. O ne, svet s teboj se pravo smer zavrti. Jajca si še tu pa tam sladkam, izgubim se, kar v žep si dal. In pokličem me, ker ni me sram, ko malo zamudim. Saj ne vem, kako sem te dobil, morda tvoj foter se počuti kriv, a praviš mi, da te vsaj nasmejim, kot prejšnji bebec ne. Ja, nekaj je na tebi, veš, znova me sestavi in megla v moji glavi se razkadi. S tabo sem drugačen, nisem takšen krecin. O ne, to mi zdaj govorijo vsi. S tabo sem drugačen, nisem takšen problem. O ne, svet s teboj se pravo smer zavrti. In tudi ko si jesna, se imava fino. Ko rečem ti iz vode, naredila bova vino. Te primam za koleno, začela bova nežno in potem naj se zgodi. Nisem takšen kretin, o ne, to mi zdaj govorijo vsi. S tabo sem drugačen, nisem takšen problem. O ne, svet s teboj se pravo smer zavrti. S tabo sem drugačen, nisem takšen kretin. O ne, to mi zdaj govorijo vsi. Nisem takšen problem. O ne, svet s teboj se
pravo smer zavrti. Jaz s tabo sem drugačen. Aleks Volasko, dobrodošel na našem odru, avtor in pa seveda odličen glasbenik in tudi showman. Ja, moram reči, da oder je kot nek tak moj drugi dom, moja druga soba, tako da zdaj veš, kaj jaz v svoji sobi delam, ne? Ko nobene gleda. Ampak res, najbolj se počutim tukaj in mislim, da se to vidi in da se mora začutiti. Tale prvi komad mi je takoj šel v ušesa. Para, para, tara, tara. Jaz upam, da je šel tale komad, ki ga je napisal Aleks Volasko, v ušesa tudi še enemu znanemu glasbeniku, legendarnemu, vsi ga dobro poznamo, to je Božidar Wolfant. Wolf, dobrodošli, Wolf. Živja. Je dobrodošel tudi ti na odru. Se dava nekaj zmed, ne, Kaja? Dejva. Nehi me vikat, no. Ok. Prosim. Ok, v Ker redu. jaz se tako slabo počutim pol, mislim, da sem že orang star, ne. Izgledaš čudovito. Hvala. Tako, evo. Ja, jaz bi se pridružil komentarju tvojemu, a ne, definitivno teatralnost, ki ponakažeš z gibi, pesem in zgodbo, je ena dobra stvar, ker energija je definitivno na visokem nivoju, ki delaš, mi je všeč. Ne, danes imam priložnost imeti na odru dva odlična avtorja. Vidva sta napisala toliko pesmi že. Zdaj na eni strani imamo Aleksa v tej novodobni, digitalni verziji. On se že tukaj zelo dobro, bom rekla, dober si v tem, sedaj ustvarjaš v tem času. Mi smo bili pa analogci, ja. Ti pa desetletja in desetletja že razveseljuješ ljudi s svojo glasbo. Desetletja. Ti še nisi bila rojena, ker sem že jaz to delal. Tako, kilometrina je tek, ne? Kilometrina laufa še vedno, ja, za sabo imam že skoraj 600 komadov, 50 albumov produciral, pa tako tukaj v tujini, tako, jaz se ne hvalim toliko, kot drugi, tako da jaz sam delam. Enostavno, kar bi pripomnil za stil, ki sem ga slišal, ne, mi je zelo všeč, ker so ene v bistvu simpatično, enostavne viže, ampak fajn sproducirane, aranžmajsko narejene in si potegnil recimo z enega komada, ki bi bil drugače lahko ena limonada, pa naredil totalno dober komad. Ne. Aleks Volasko, prosim, lepo replika. Ja, mislim, zadeva je v tem, da jaz, ko pišem pesmi, zelo, kaj pa vem, zelo malokrat razmišljam o nekem končnem izdelku, Jaz, ko pride neka ideja, jaz to kar nekaj zapišem, ponovadi gre za neko frazo, tukaj je bilo s tabo, sem drugače, nisem takšen kreten, Zdaj to je malce avtobiografsko, malce tudi ne, ker vedno je treba malo spremeniti stvari, ulepšati, ampak zelo sem vesel, da lahko ustvarjam pop, ki je pa tudi bendovski, predvsem meni ta bendovski zvok, tisk, naredi stvari res organske in meni je važno, da lahko grem s svojimi komadi tudi nastopati, ker imamo veliko enih komadov in izvajalcev, ki pa pol kar v živo ne zazvenijo, ker so toliko sproducirani, da bi rabo ne vem kva vse, da bi to doživel. In jaz se pa vračam k temu preprostemu pristopu, en inštrument, ena linija, na odru pa zažge. Super, no? Se strinjam, ja. Ja, tako bomo mi še potem malo kasneje nadaljevali, ko te povabim v naš mali podcast. Jaz bi pa zdaj želela, da nadaljuješ svojo naslednjo skladbico. Nič če ne govoriti, katera je, to boš pol mi povedal zgodbo in vse v ozadju. Midva bova se naslonila nazaj, Wolf, in uživala v skladbi Aleksa Volaska in tvojega odličnega benda. Izvoli. Si mlad je svet drugačen, ko si mlad v svet, nad tabo zacveti.
Mišljaš, da je sončen, ne temačen in da vedno srečen, dobre boš ljudi. A ti časi pridejo, ko upati ne znam. Spomin na dom je kar takrat imam. Dragi oče, draga mati, zdaj ko tu stoji med vrati, se zavedam, kaj od vaju sem dobil. Dragi oče, draga mati, vem, prišli so drugi časi, a če lahko mladost bi z vama ponovil. Zdaj, ko videl sem že mnogo, pot zanese rada me spet ja nazaj. Včasih zdi se mi, kot dale včeraj prvič stopil sem v tuj življenja kraj. Vem, da tukaj je moj dom, tu moje je srce in zavedno bom hvaležan, ko nosil bom ime. Dragi oče, draga mati, zdaj ko tu stoji med vrati, se zavedam, kaj od vaju sem dobil. Dragi oče, draga mati, vem, prišli so drugi časi, a če lahko mladost bi z vama ponovil. Znani glas prižge luči, v zvezdah vajine oči, tam trenutki so zapisani. Kadar padem, sta ob meni, zdijo majhni se problemi, znova kot otrok, znova vajin let. Dragi oče, draga mati, zdaj ko tu stoji med vrati, se zavedam, kaj od vaju sem dobil. Dragi oče, draga mati, vem, prišli so drugi časi, a če lahko mladost bi z vama ponovil. A če lahko mladost bi z vama ponovil. A če lahko mladost bi z vama Tole pa si bolj zasluži aplavz, ne? Tale Odlično. čustvena balada. Daj mi ti povej svoje občutke. To je ena zares čustvena hvalospevka staršem, mislim, res ena čudovita pesem, ki je v bistvu zaražirana na en tak lep način, uporaba harmonije, pa prehodov, pa vse to. Čestitke, mislim, res lepo narejena, simpel pesnica, ki potegne orenk v nebesa, ne. Potegne v nebesa, jaz te pa, prosim, potegni se k nama v podcast. Tako da, mikrofon ti dam. Hvala. Zdaj imaš tega brez žičnega. Zdaj smo te vštekali, ne. Tako smo te preštekali, ne, zraven. Zanimivo, ponovadi veliko obratno, ne, tule dobim žičko, ne, tam pa Ja. brez žičnem. Tam Ampak pa mi smo res analogni, očitno. Točno tako, Dober, poglej. dober. Ampak danes imam dva avtorja. Zdaj tako, ljudje vaju poznajo po glasovih, ne, pa takole po obrazih vedo, kdo sta, kaj sta, ampak malo kdo vedo, ampak verjamem, da tisti, ki se ne poglablja, ki ni tako v glasbi in ga to mogoče toliko ne zanima, kot praviš ti, Wolf, napisal več kot 600 pesmi. Ti tudi ogromno, dela za druge izvajalce, ne, Alex. Zanima me predvsem, ker vem, da tega danes na slovenski glasbeni sceni ni, da se še pogovarja o glasbi, o ustvarjanju, o tem, kako iskati pravi zvok
kot avtor v studiu, pravi ritem, kako bo zvenelo surovo, boben, iščeš pravi vokal, kako bo vse zvenelo na koncu. Tega danes praktično ni, da se bodo pogovarjali v vdajah ali pa takole na kakšnih platformah. Se ni vdaje več takšnih, ne, nažalost. Zato sem pa želela zdaj vprašati, Aleks, jaz sem tebe poklicala, da prideš k nam in da boš sedel tukaj na tem stolu. In on meni, ker je že bil v naši oddaji, mi reče, Kaja, jaz bi se pa predstavil. In zdaj me zanima, avtor toliko pesmi. Te bom direkt vprašala, kaj ti pomeni nastop na našem odru, Aleks? Očitno veliko, ne? Zame je vsak nastop po eni strani drugačen, ker v bistvu kamorkoli prideš, itak nagovarjaš druge ljudi, ampak po drugi strani pa seveda, moje pesmi, jaz tako pravim. Pesmi, ki sem jih napisal v nekem čustvenem momentu, v nekem zagonov, zanosov, ki sem bil, v katerem sem bil takrat, jaz na vsakem nastopu drugače interpretiram. In to mi je tisti lep čar tega še analognega načina pisanja. Jaz namreč sem večkrat bolj analogen glede tega. Zanimivo, pa ustvarjaš zdaj v času tehnologije, ki je tako razvita. A greš pol, si analogen človek, greš nazaj? Jaz moram reči, da kar obvladam digitalno. In zdi se mi, da vedno bolj, ko obvladam digitalno, vedno bolj si želim analognega. Čisto iskreno. Jaz vam zavidam, res, starejši generaciji, oziroma vi, ki ste že imeli toliko enih stvari za sabo, jaz vam res zavidam, da ste šli skozi neke te, kot si rekla, v studiu si ustvarjal z veliko ljudmi, bilo je nekega brainstormanja, bilo je nekega ustvarjalnega danes večina stvari nastane za enim laptopom, prostori so majhni, vsak ima svoj nek domač studio klamfa in lahko so dobri izdelki, jaz se strinjam, tudi jaz veliko stvari naredim tako, ampak želja, jaz kadarkoli lahko izkoristim, pač najamem studio, rečem muzičarjem, gremo, nekaj tega si želim in če ne druge, lahko to na nastopih poustvarjam. Če gledaš te digitalno, ki pravimo, če se že tako pogovarjamo, to, kar nastaja tako, da se usedeš kaj svojim za en kompjuter, daš en ritem gor, pa začneš nekaj čarati. Zato je ta glasba postala tako plehka, ker dejansko ni nič not. Ti iščeš... Človeški faktor. Ja, ljudje iščemo, oziroma mlajši iščejo samo neke huke, melodij pa ni več tole, kar ti delaš, recimo, to je redkost zdaj še, take viže, ki se razpojajo in ki jih tudi interpretiraš fajn, dočim to, kar se zdaj dogaja, je, jaz bi rekel, 80% pop muzike je čist garbage, ni za nikamer. Ampak, dobro, vsak očitno dela svojega srca, pa verjame v to, kar počne, je pa preveč tega poenostavljanja v muziki. Sej tudi jaz sem kaj tazga že naredil, pač v svojem času. Ampak, se pravim, fajn bi pa bilo, če bi se lahko tudi več drugega delali, nažalost. Jaz sem opazil v moji karieri že tako, da mediji so nam zaprli vrata. Če ti prideš z eno produkcijo, ki je zakomplicirana ali pa takšna, ki oni ne zastopijo, niti ne prideš v izbor, da te zaigrajo. Kaj kot nek kvaliteten glasbenik, kako lahko prideš na radio, da se predvajaš? Kaj potrebuješ danes v Sloveniji? Radi živijo od te pocen viš, ki jih širše mase pač poslušajo. Se pravi, če hočeš nekaj posebnega narediti, ki ima eno kvalitetno raven, pa vse to, boš na zelo redki radio lahko prišel, ker enostavno ne vrtijo več teh stvari. Kaj pa glasbeni uredniki? So pa mladi fantje, pa punce, ki so pač zrasli gor čisto v drugem času. Poznam, jaz bi tukaj bolj izpostavil še en drug aspekt, namreč v bistvu bolj to, kar se je že potem zgodilo. Ja, seveda ti nekaj ustvarjaš, danes Slovenci smo zelo taki, Bog ne da bi komu drugemu prvoščil srečo ali pa uspeh. In kar sem jaz doživel, je, ko me je en radio, recimo ful zagrabil, imel sem komade, ko so se na enih radijih res vrteli, kar naenkrat na določenem drugem radiju, ki ga je dojemal kot konkurenco, sem imel absolutno zaprta vrata. In potem se je zgodilo obratno. Na unmu radio in ne reče, ja, to pa tam imaš powerplay, to pa ni v naši, ko bi rekel, schemi, ali pa karkoli. Predvsem tega se morajo zavedati tudi uredniki in tudi mi glasbeniki. V bistvu vsi bi se mogli tega zavedati, tudi poslušalci. Da danes se večino nekega denarja steče v tujino, ker je pač toliko tuje muzike,
ljudje od nas pričakujejo, da bomo njim konkurirali, ne? Se pravi, jaz konkuriram absolutno takoj, Edo Sheeranu in podobni produkciji, Adele. Ne? Jaz sem pač njihov, govorim, se borim za isti prostor. Ampak moramo vedeti, da Adele, Dua Lipa in podobni imajo budžet veliko večji. Zdaj pa pomisli, ne? Če jaz se ne vrtim, jaz ne dobivam nazaj budžeta in jaz teže ustvarjam nekaj bolj svobodno, govorim. Ne? Se pravi, jaz dobesedno muhica tekmuje proti jastrebu v tekmi na 100 metrov leta. Ne? Ampak ok, vseeno si izjemno kvaliteten, ne glede na vse skupaj. Narediš komad, ki le ustreza, ne? Kvaliteti je kvaliteten. Živimo pač itak v potrošniškem cajtu, tako da taka je tudi muzika načeloma, ne? To je pač artikel. Jaz sem šel v glasbo iz osebnih vzvodov, jaz želim se skozi to nekako izražati in žal ali pa na srečo ostajam pri tem. Mislim, da moja glasba je lahko dovolj kvalitetna, mislim, da marsikdo tudi začuti isto, kot jaz pojem. In na odru je pa pač tisti prostor, kjer res zadeve zaživijo. Zato mi je to važno. Tudi da sem danes prišel svojo ekipo. Ja, mislim, da imaš zadetek v tekstih, ne? Mislim, da si tle zadev. Karkoli boš okrog delu, nima veze, mislim, ima veze v smislu, da narediš to, kar si želiš, ampak teksti so avtorsko zastavljeni, so blizu ljudem, govoriš o mami, govoriš o punci, govoriš, da skreten, karkoli pač je, ampak to se lahko poistoveti veliko ljudi, a ne? In skozi to v bistvu imaš en market na razpolago, ki mu pa daješ eno malo višjo nivo glasbeno, kar jaz še enkrat aplaudiram temu, ker drugi bi kar napisali 3 akorde, pa bilo fertika, ne? Ampak kakšna so bila 80-ta? Čak, to je bilo drugi čas, takrat so hoteli imeti 3 akorde, ne? Kaj pa vsebina? Vsebina je bila plitka, enostavna, ne, šeri, kaj če A si kdaj mrmraš? Ne, šeri. Vsak dan, ki se zbudi zjutraj, se počeše. Ne, meni je ta glasba všeč, predvsem zaradi tega iz 80-ih, 90-ih, ne, sej v končni fazi to je glasba, ki bo ostala večno. Vsekakor. Danes težko rečem, za kakšen komad, da bo ostal pa res večno, oziroma je zelo majhen izbor. Glasba, kljub temu, da je bila mogoče enostavna, jaz jo dojemam kot glasba, ki se je delala z nekim osebnim vzvodom, z nekim namenom, nekaj je hotela sporočiti. Sej ni važno, kako ti sporočiš, važno je, kaj je za tem. Ja, da se imajo ljudje da je neka vsebina, da nekaj daš ljudem. Pa kaj pol fanta to pomeni, da v Sloveniji se le vidva podrejata? Vedno se podrejamo, veš, ker publika je le tvoj, ko bi rekel, šofer, ne? Kar oni hočejo, nekje v tem boš delati. Kar iz tebe... Ne moreš čist po svoje, nikoli. Vedno, vsak glasbenik mora pogledati eno ciljno skupino, ki jo bo zapolnil. Zdaj, če morata še koga zraven zapolniti izven tistega svojega stila, je super, ne? Če si pa pač zvest enemu stilu, boš pa pač targetiral tisto rajo. Ogromne dobre muzike v Sloveniji, kar se tiče mladih bendov, jaz ful spremljam mlade izvajalce, mlade bende, je veliko dobre muzike. Tudi kvalitetni so izvajalci. So kvalitetni. Ni tako, da bi zdaj iz 80-ih zdaj pa kar drastično padla kakovost glasbe kot take. Je pa res, da pač glasba je postala veliko bolj tržni marketinški artikel, kar jaz vidim. Se pravi, tudi rotacija muzike je hitra. En dan si hit, drugi dan že sploh noben več ne ve. In tukaj jaz vidim večji problem, ker se muzika ne dela tako strukturirano. Včasih je imel res, jaz ne vem, koliko je bilo, ampak včasih je bil urednik, imel si ful eno ekipo. Za preproste komade si imel eno ekipo 20 strokovnjakov na poti, da si dosegel. Danes si pa sam z računalnikom. Mislim, da ni tle problem. Problem je, da se ti pesem ne vrti. Tudi če imaš en hit, recimo ta Mama je totalni hit, noben radio tega ne vrtu. Zelo redko, en tak... Ampak lahko te samo nekaj vprašam. To je najhujno, ker je ta komad je hit. Ja, ta komad je hit, on ima tudi hit, ampak nekaj je fora, potem je nekdo tle v ozadju. Koga moraš poznati? Bi rekel, kaj drugega, ne? Jaz tukaj, to pa so take špekulacije, da jaz tudi težko sploh kaj rečem. Pač, kot sem rekel, jaz želim pač kot prvo ustvarjati dobro muziko, meni je to point in narediti na odru ljudem dati v pristni obliki in pač... Vse tako je prav, tako kaj delaš je to. Pač včasih se počutim kot Don Quixote, ampak tako je, v končni fazi tudi ti mlin kdaj podreš. Kaj pa, ko delaš z drugimi, ko delata z drugimi glasbeniki, pa si nekdo zaželi, pride v studio pa reče, jaz imam tako vizijo, a morata biti kdaj policaja, pa reče, ne, sorry,
Ne, sorry, pač to ne bo šlo. Za radio mora biti tako in tako narejeno, to in to pali. Ja, za nekatere radije mora biti tako, ne, pri nas. Ampak generalno pogledaš, tako kot sem jaz delal, sem pogledal izvajalca, že slišal, kaj je počel, oziroma če je bil frišni izvajalec, smo ga preverili, v glavnem najdel te prave note, stilsko, kaj mu odgovarja, ker ne moreš mu vršiti. Tudi če si izvajalec želi, recimo, da je, kaj se vem, komercialni nek pevač, pa hoče en rockersko mat, pa mu predlagaš, pa rečeš, ne to delati, ne, ker pač ne boš zvenel prav. Ne. Dobro. Pač to je tako, ne. Kaj pa praviš, Aleks, na hibridnost? Vemo, da danes se pop povezuje s tehnom, ne vem, rock se povezuje z drugimi smermi. Kako pa ti gledaš na hibridnost? Pa je slovenska glasbena scena dovolj odprta Pa se za to to? se mi zdi nekako nekdaj delali, sam pač zdaj je to veliko bolj tehnično izvedljivo, a ne? Se jaz mislim, da recimo Queeni bi veliko hibridov delali, če bi takrat bilo tehnično to možno, ne? Meni se zdi lepo po eni strani, no zdaj hibridno, jaz ne vem čisto točno, na kaj zdaj to leti, se pravi, kot da več zvrsti Tako, skrb na primer, daješ. več zvrsti. Meni tako. se zdi to v bistvu zabavna izkušnja. Zdi se mi, da lahko iz tega marsikaj novega nastane. Velike enega faktorja presenečenja, kar je super. Da bi pa to zdaj nekdo delal kariero iz hibridnosti, pa tudi ne vidim. No, je pa fajn, če recimo dva različna avtorja, ki sta recimo prezentna na enem, drug na drugem nekem polu, Nekaj da dobrega mogoče skupaj, ja. skladata in zakaj pa ne bi nagovarjala potem vsak svojih, po drugi strani pa glih to združuje. Pa si povečaš tržišče. Ne, s tem. Kaj ti praviš na to, Wolf? Ja, isto, zelo podobno razmišljam, ker enostavno mešati je fajn, tako kot župo. Ne? Vsaka župa je drugačna, ki jo poješ, ki jo skuhaš, glih tako je dobra, ampak če bi pa hotel nagovoriti širše mase, pa bi vsak dan ugostili drugo župo skuhal, ne? Drugačno, isto župo, pa ne prišli jesti, ker ne bi vedeli, kaj pridejo jesti. Ne? Tako po domač povedano. Wolf, kdaj veš, kdaj je komad čist končan, da ga več... Nikoli. Nikoli. Kaj ti, Nikoli Aleks? ne lahko končaš potrdim. komada, vedno ga Oziroma lahko ga peglaš, kakor ga češ. No. V glavnem, vsak mesec za nazaj, ko pogledam, slišim kaj, ki bi spremenil. Tako da zares ni nikoli končan, sam sprijazneš na neke točke dalej. To je Ne, pač... veš kaj, štost, ne? Jaz sem imel te probleme cel življenje. Ne? Enostavno moraš biti hraber, ne? Pa reči, drug teden bom starejši in bom več znal. Ne? In pol drug teden že več slišiš. že In več to, kar on slišiš. govori, ne? Čez en teden boš že več znal. In enostavno moraš biti hraber pa reči, tole je dost. Ne? Ker mi slišimo veliko več, kot v bistvu naredimo. Ne? A veš. Amerika. Ja, Pil kaj si v z njo? Ameriki toliko let. Daj mi povej, a je Amerika, American Dream. Bila je, saj. ja. Jaz sem v 80-ih prišel, 88 je prvič, ki sem šel. Ja. Takrat je bila Amerika čisto nekaj drugega, veseli ljudje, vse si se zmenil, dobil sem pogodbo, vse sem zrihtal. Ne. Pa sem pa še 92. Se je pa tako zgodilo, to je pa kapitalizem. Ne. Pogodbo, ki sem jo ponudil 88. je bila še vedno ista cifra v denarju. Ne. Veš, Razumem. ekonomija je šla drugam, Ja, ja. ampak ignar je bilo pa polovico premalo. Ne. In tako je bilo pol moja odločitev, recimo, ko sem prišel, sem pol raje v studio si kupil, naredil in sem pol 11 let v studiu delal. Ne. Kako je bilo delati za ameriški trg? Super, ker Američani so glasbeniki, so po naturi zajbanti, pijančki. Je drugače drogeraši. delo v studiu, ne? Tako da, ki pridejo noter v studio, vsak prinese unike kavbojsko muziko, igrajo, prinesejo flašo pira, pa imajo kaj je že, ču tobako, ne, ko se že reče, pa pluvajo v flašo. Ne. Jaz sem najprej mislil, da pijejo, ne, prvič, ki sem jih imel. So tako sedeli štirje, so poslušali komad, pa pluvajo not tobaka, veš. No, to so razne izkušnje. Ne. Imel sem tudi reperjev, polno sem delal tega, veliko. Največ sem pa delal contemporary gospela in tudi snemal sem velike produkcije in to je pa užitk bil. To je pa neki, to je pa underground muzika, ki ni tako javno, kaj bi rekel, predvajana po radijih, ampak je po teh kristjanskih radijih pa televizijah se to dogaja in je noro. Saj imam ogromno sabo tukaj, pa kdaj bi rade volje pokazal, kaj sem delal. Ne. Ja, boš prišel na naš oder, pa boš zaigral. Ja, zaigral sem. Ja, in zapel. Aleks, a bi šel ti ven iz Slovenije? Ali si se čist zacementiral v to Slovenijo? Ne bi šel ven. Mislim, okej. rad grem ven,
pogledati. Na balkon. In rad se vrnem. In rad se vrneš. Bil sem, mislim, sodeloval sem tudi s tujci že. Z Avstrijci pa Nemci, recimo, predvsem, no, sem bil bolj v kontaktu. Pa bom čisto iskreno povedal, da se oni spopadajo s istim težavam, kot mi tle v Sloveniji. In da so mi tako jamrali, da pač jih tako požira ameriška produkcija, da se isto borijo. Tako da, in tudi v zadnjem času tudi slišim od kolegov, ki delajo za italijanski trg, da je tudi tam že tok, pa ne rečeš italijani, kancone, Sanremo, ne, halo, ampak ne, prodira in ta res, ta kapitalizem, ta potrošništvo, to prodira v vse pore, tudi v narode, kjer so musko res dihali, no. In to mi je res hudo, zato jaz tudi, to je en razlog, da jaz ne želim ven iz Slovenije, ker se mi zdi, da imam tukaj še preveč zadati. Ja, dajte mi še povedati, prosim, imamo en model človeka, ki odlično poje, dober zgleda. Kaj je faktor X, ki ga moraš imeti, da danes uspeš? Jaz mislim, da je zgled sploh ni več pomemben, ker ljudje v tem času, tako kot živimo, vsak ima svoj imidž. Včasih je bilo to drugače, ko sem jaz bil popularen, smo se mogli mazati, pa barvati lase, pa to, zdaj pa to ni več. Vsak ima imidž in pač tako prodira, ker ljudje imajo radi naravne ljudi, radi imajo ljudi, ki so taki, kot so. Ne marajo pretenderjev več. Včasih smo se malo pretvarjali, ker so bili tak časi, zdaj pa to ne gre več skozi. Tudi v glasbi, tudi v imidžu ne gre več skozi. Tako da jaz mislim, če si tak, kot si, te bojo najhitreje sprejeli in boš najbolj tudi užival z ljudmi. Kako pa gledaš ti na umetno inteligenco v glasbi? AI? To je pa zdaj tako dolga debata, da boljš te ne začnemo. Dobro, v 2 stavkih. Jaz bom vedno ostal pri gitari, pa pri igranju, jaz se nam to šel, ne. Ker ti si analogen. Enostavno je to meni čist. Vse se dobre stvari slišijo, problem je, da se ne morejo izvajati. Je pa ena taka zadeva, ki sem svojo hči vprašal, privlekla en komad, ki se točno vidi, da je bil narejen z umetno inteligenco, tudi tisti fake pevač poje gor, ne. In ji rečem, pa veš ti, da tega performerja še nikoli šla v dvorano nekam poslušati, ne, ker ga ni, ne. In ona pravi, pa se vsem, važno, da poslušam muziko, meni je všeč to, kar je, ne. In tukaj me je pa malo strah ratal, ne, če jim je toliko vsem, ko poslušajo, vse zato je toliko teh fake tudi producerjev, ki enostavno sam prodajajo te komade, ki jih mašine naredijo, ne. Tako da jaz mislim, da za tiste, ki bomo ostali zvesti kreftu, pa bomo znali pred folkom odigrati, pa jih zabavati, mi bomo vedno imeli posel in vedno nas bojo ljudje prišli gledati. Jaz upam, da je tako, ostali se bojo pa že zmenili. Aleks, ti si tudi glasbenik v polnem pomenu, ustvarjalec, avtor. Kako pa ti gledaš na to? Meni se zdi pa tako, jaz mogoče tukaj sem malo bolj digitalno, nekako grem v tem duhu časa. Jaz sem se, čisto iskreno, vse poigravam tu pa tam z umetno inteligenco. Ne? Ampak zdaj to je generativna inteligenca v smislu, da ti pač generira neke stvari, neke zvoke, lahko tudi vokal. Moram reči pa tako, kar sem doživel. Ljudje, ki recimo vpišejo neko besedilo in rečejo zgenerirani komad, ali pa ti narediš komad in mogoče z določenimi aspekti te umetne inteligence si pomagaš, ne? Se pravi, da bi jaz rad rekel, ne vem, tukaj mi manjka, jaz kot producent, da slišim, tukaj mi manjkajo pa neke hude perkusije in mi da 5 ali 6 možnosti. Recimo tukaj umetna inteligenca žal, za moje pojme, nadomešča to, kar so včasih delali grupa producentov, ki je sodelovala pri nekem projektu, ki je bil en odličen kitarist, en se je spoznal na produkcijo vokala, en se je spoznal. Tukaj lahko umetna inteligenca v tem kapitalizmu dejansko ustvarjalcu, ki hoče ostajati analogen, pomaga pri tekmi s tistimi, ki jih želijo v bistvu popolnoma izničiti in nekako iti zgolj s to inteligenco naprej. In tu je za mene edina uporabnost, kot avtorja, jaz napišem tekst, jaz napišem muziko, mi posnamemo nekaj aranžma, jaz se malo poigram in gremo v studio posnet nekako na koncu to, kar jaz slišim. Tukaj je edina vrednost za moje pojme, ker
če si v prvi vrsti dober avtor, ti bo umetna inteligenca lahko sam pomagala. Se pravi, ti samo izpopolni tisto, kar si že ti oblikoval, naredil. Idejno ti pomaga. Ampak jaz lahko priznam, da sem butl. Jaz kitaro zelo slabo igram in ko napišem v umetni inteligenci, karikiram, da mi manjka tukaj nek kitarski prehod, a ne, in jaz opišem, ti opišeš umetni inteligenci, kako naj naredi, opišem in dostkrat dobim, to ni za uporabo, za moje pojme, to je sound, Bog pomagi, ne zvok, pa tudi odigrani higiensko, ampak nekako slišim približen, kam bi šla ta ideja, lahko pa čisto pustim, lahko pa rečem, ful dober, mogoče pa v to smer, ampak absolutno vedno dam za posnet bendu, vedno dam za posnet profesionalcem, ker tiste človeške roke, tistega umetna inteligenca nam mogla zamenjati, pa je lahko še toliko dobra. Muski ne. Kaj praviš ti? Ne, to se strinjam, kar se tega tiče, no, če se ti to da delati, ne, to porabiš kar nekaj časa, da vse to izvedeš. Ne. Jaz sem še vedno pristaš, imam idejo, naredim, najamem 3 Italijančke, pa tam, pa mi vse odšpilajo, pa je stvar rešena. Pač, smo različni, jaz sem že tako v letih, da imam še nekih 6-7 let v žepu, pa počas gremo na more. Ja, lej, jaz sem 64 let že stara, veš. Še par let pa, mislim, pa cenim Alfija, pa vse to, ne, jaz ne mislim prvo 80-ih to. Bravo, jaz se s tabo strinjam, ti bom povedala, zakaj. To se mi zdi čist. Ja, tako, to je tudi meni, kaj je bilo tudi eno vprašanje moje. Mislim, če si pa po 30 letih glasbenega ustvarjanja ne moreš prvošč kot glasbenik, ne vem, mogoče v Sloveniji si to ne moreš, to mi moraš ti bolj povedati. Pa se mislim, da ni v tem point, da si prvošiš, da moraš prvošč. Jaz mislim, da on rad to dela. Ja, tako, razumem to. Jaz pa imam še druge stvari v lifeu. Meni se pa zdi, da je life večji, kot samo to smo cel življenje tako počeli, ne. Imam še se pravi, 6 let, ker moja gre v penzijo čez 6 let, so sem si še dal 6 let, da bomo malo žurali. Pa bomo pa videli, no, ampak generalno mislim, da je, enkrat moraš reči, da je it's enough, ne, pa počas regret sediti. Ampak glasbenik ostajaš za celo življenje? Ostajam, pa sem tudi bil, ker sem bil 5 let star, sem že bil, ampak veš. Jaz se tudi ulažem, da naša generacija verjetno ne bo šla nikoli v penzijo, tako da bom delal do zadnje sape. Do zadnje sape, prepival do zadnje sape. Potem pa oddelaj naslednjo pesem. Aleks Volasko, izvoli. Glej ti mlade trate, v njih kot veter valovi, pesem o ljubezni za dobre vse ljudi. Kot iz nekih filmov me ujel je svoj objem, a izgubil je sijaj, ko bil sem jaz v njem. Sem govoril soncu, naj že tisto pozlati, kar imava v sebi, pa se le nazaj drži. Če preblizu letaš, krila svoja boš izžgal, a zvezde so tam daleč, one vedno imajo prav. Ker tam ne poznajo istih stvari, tam ne poznajo istih problemov, gledajo na nas, gledajo na nas. Tam ne poznajo istih stvari, tam ne poznajo istih problemov, gledajo na nas, gledajo na nas. Pusti kaj za jutri, danes davno je odšel, zvezde bodo priče, da nekoč sem te imel. Izgorele trate, zelenile bodo še, a kdo ogrel bolet, ki mi prepleta zdaj srce. In spet prosim sonce, naj že tisto pozlati, kar imava v sebi, pa se le nazaj drži. Krila so, stopila se kot sneg na 1. maj, zdaj prosil bom le zvezde, da te
tam ne poznava istih problemov, gledava na nas, gledava na nas. Čudovito, Alex in celoten bend. Alex, moram ti povedati moje osebno mnenje, čudovit vokalistci. Takole res znaš popeljati svojim glasom vokalno človeka, se pravi, prav vidi se, da si avtor, da ti je popolnoma vse to jasno, ne? Prepletaš, razpletaš zgodbo. Je tako, Wolf? Točno to. Lej, da potegneš ljudi noter, sploh v baladi, jih moraš nekaj narediti. Ne? Ali si čist nemer, pa upaš, da te vsi gledajo, ali pa tako, kot on to počne teatralno, bi rekel, jaz bolj tako, ker zelo tako rad pokažeš, kaj se je zgodilo, in je zelo dobro. No, potegneš sigurno gledalce not, balada je ta odlična balada, lepa tema. In, ja. Kako ti je pomembna vsebina? Meni je kot prvo, no, da lahko rečem, pač itak izvajalec ni izvajalec, če nima za sabo res dobre, stabilne ekipe, tako da jaz sem ful vesel, no, da imam res take dečke, kasneje bom še predstavil, se mi zdi pravno. Tako da, ne vem, jaz takole, ko interpretiram, jaz itak sploh ne razmišljam o tem, pač oni morajo včasih kar težko delo imajo, ker me tudi malo sledijo, ne? Jaz tudi kar zamaham, gremo še enkrat, dvignemo, spuščamo, včasih tudi kakšen komad na koncu 7 minut traja. Ampak vse je nekako v tem kontaktu z ljudmi, meni je to tako pomembno in res ta ekipa zadej, ta zgodba, ki jo podajam, to je pač del ene večje celote, ki jo želim pač predstaviti in se mi zdi, da če tega nimaš, pač kaj sploh delaš na odru. Ampak to je čar, ne, Wolf, se strinjaš s tem. Ti imaš zdaj tudi, naprimer, v živo band, ne? Si rekel, da si sestavil. A ni to fora, naprimer, v živo, tako se tudi povežeš s poslušalci? Ja, en komad je dolg 10 minut, 2 minute, ne? Nekje gre prav, nekje ne. Lej, dolg je to, kar rabiš, da je dolg, ne? Ker vidiš, kako reagira narod. Jaz v glavnem ne koncertiram trenutno, se pa pripravljam, sem pa delal čas tega ogromno. Interpretacija, ki jo ima pevač, je zelo pomembna in te dosti mladih, mlajših tega ne pozna, glih veliko, no, on je redkih, sem jih jaz videl, da zinterpretira pesem tako, ki je treba. Ne. In pripelete noter in ne moreš spustiti. In to je to. Ne. In koliko je te pomembna vsebina? Vsebina vedno pomembna, ker brez zgodbe ni nič. Ne. Mislim, dobro, se lahko tudi imaš za žurko kaj komad, ampak balada mora imeti zgodbo. Balada ne moreš 3 besede reči, pa... Koliko teatralnosti mora biti v nastopu? Kje se je izgubila moč interpretacije? Ne? Lej, teatralni ni vsak teatralni pevc. Ne? Jaz nisem tako, kot on. Jaz sem drugačen. Jaz bolj z ljudmi delam, bolj jih pritegnem z očmi, kaj se vem, z gestami nekimi, ampak on pa v bistvu doživlja to pesem čisto na drug način. In jaz mislim, da glih zaradi tega si uspešen, kako prineseš muziko do ljudi. Ne? Imaš svojo zgodbo, ne, Alex? Malo me še zanima, kaj ti razmišljaš. Nočeš iti, ja. Kaj razmišljaš v tej smeri, v interpretaciji in to? Kaj pa, ker je čudovita, ne? Moram te res pohvaliti. Ne, da te zdaj hvalim kar tako tja, ne? Ampak res je dober poslušati v živo. Moja glava je ena velika mineštra. Ne? To je res... Tudi sam kdaj zelo težko misli, sploh skoncentriram. Zato tudi včasih, prav zadnjič je bil en na koncertu, ko me ima zelo tako nekako, ko bi rekel, na piki, ne? Ampak fajn fant, ampak res hod zdaj na vse koncerte. In je rekel, ti, veš, kaj sem pa jaz zagotovo, da ti na vsakem koncertu malo drugače zapoješ, ampak v smislu teksta, to kar kakšno besedo obrneš, ne? Pač, kaj je zdaj to? To sem sicer, vi, vas, ki ste malo bolj tako avtorji opazil, ne? In glih to je tisto, o čemer sem govoril, ker enostavno na vsakem koncertu drugače doživljaš in kar padeš not in se znajdeš kar nekje in jaz včasih kdaj kar na besedo pozam, pa kar z gesto povem, veš pač. Ampak, kaj bi brez tega v muziki? Že prej smo govorili, ful je preveč enega umetnega, ful je preveč vse iz danes na jutr, ampak po drugi strani pa, če gledaš te res velike produkcije Adele, Taylor Swift, v končni fazi oni zelo veliko
Sej vem, da je to vse naprej tudi malo zrežirano, ampak zelo veliko želijo tudi samimi kretnami in z nastopom ponazarjati vsebine svoje glasbe, kakršnakoli že je. No. Veš, kaj mi je pa zelo všeč, ne? Da si ravno ti, tako kot si ti rekel, Wolf. On je eden redkih v Sloveniji, ki dejansko še pove s svojimi besedili nekaj, ne? Med mladimi avtorji. Ja. To je super, ne? Vse to je lepo, ampak pravim, Zelo hrabro je, ne? Hrabro je to tak stil muzike. Hrabro, če mene vprašaš. Pogumen je, ne? Žalostno, da tega več ni možnost, da se več posluša in da priložnost takim izvajalcem. Ja, lej, kolikor jih je na terenu, ki to počnejo, jih je, ne? Ni jih veliko, sploh moških izvajalcev je zelo malo, tako bi rekel, no. Imaš te pop izvajalce, večino je pa preplavila tale narodna naša muzika, čeprav sem jaz zelo ponosen na to, da so to pripeljali, ker v mojih časih so bili samo 3 bendi, Avsenik, Slaki pa Henčko trio, in to je bilo to. Zdaj pa to zelo fajn, da je tako, no. Jaz vedno pravim, ne maram tiste polka, pop muzike, tist se mi zdi mačken preveč pocukran. Je pa dosti dobre narodne muzike pri nas. Ne? In on recimo ima dosti teh, recimo ona prejšnja pesem, je v bistvu čisto ena narodna viža, tako prepletena v eni super priredbi, da jo sploh ne potuhtaš. Če bi jo, jaz jo znam ven vzeti v moji glavi, jo slišim na 5 načinov, ampak on jo je pa tako zapakiral, no, da je pop komad hud, ne, a veš, tako da je, veš, to je tako, ne. Sej jaz tukaj, ko smo govorili o hibridih, ne, jaz sem recimo zelo hvaležen, da sva tudi pred leti z Moniko Avsenik posnela en duet, ene stare Avsenikove skladbe, naredila predelavo in je to čist neka drugačno doživljanje, čist neka druga zgodba. In jaz sem tudi zelo ponosen, poslušam ne toliko narodno zabavne glasbe, spremljam, ampak sem ponosen, da vseeno veliko mladine vidim tam, no. Zdaj, kakršnakoli glasba že je, kakršnakoli sporočilo že podajajo, včasih je dovolj samo, da rečeš žurje in ljudje se imajo fajn. V končni fazi je važno, s kakšnimi občutki greš ti istem, ne? Kaj vama pomeni oder? Ja, brez tega ne znamo živeti, ne. Kaj rečeš nam več špilu, ne. To je približno 2 dni traja, ne. A si kdaj utrujen, Wolf? A rečeš pismo, jaz imam danes 5 ur špila, govorim zdaj, ali pa celo noč, to ne bom zmogel, naprimer. Si kdaj rečeš po 30 letih? To sem delal, ko sem bil mulj, sem to igral, zdaj pa nič več, ne. Zdaj igram 2-3 ure, ajde. Ja, ampak, ko si glasbenik, te adrenalin žene, ne. Ko ljudje pridejo, če se zabavajo, te adrenalin totalno ne fila in do konca nastopa ga všmel, pa tudi, če pol dol padeš takoj. Meni se je zgodilo, recimo, ko smo imeli 200 koncertov na leto, ne, včas, se mi je zgodilo, da sem čist brez glasu, 5 zjutraj smo ga še lumpali, sem prišel ob 8 zjutraj na Pionirski list v Cankarjev dom, performat pred, 3000 ljudi, brez glasu za odrom. Sem prišel na oder, magično se je pojavil glas, 2 ure sem ga imel, sem stopil z odra, nema više. To je adrenalin, je čudežna zadeva, ki tisti, ki so to počeli, dost koncertov pa to vejo, kaj to je. Ne? In pride nazaj. A pa meniš, da mladi izvajalci bi mogli to doživeti? Ker danes več tega ni, se danes ni špilov. Mladi redki bojo to doživeli, ker smo mi imeli, ne, tega ni več. Kaj manjka jim? Neč njim ne manjka. Ja. Enostavno ni teh placov več, ne igra se več tako. Ne. Če imaš srečo, da lahko ne filaš eno veliko dvorano, boš pač igral. Ne. Teh je pa malo pri nas. Ne. Še jaz jo ta moment ne morem nafilati, recimo 5000 ljudi. Ne. To ni tako enostavno, kot bi človek mislil. Ne. Ti lahko? Kaj, 5000 ljudi? Naprimer, ja. Po moje, če bi za 5000 ljudi golaš skuhal, bi po moje prišlo. Ne, jaz niti ne gledam, za koliko ljudi igram, kje igram, kako igram. V končni fazi sem že igral za več kot 5000 ljudi v živo, igral sem pa tudi za 3. In meni se zdi, jaz tukaj se strinjam, ampak jaz celo, to lahko tudi ekipa potrdi, mi smo se omejili na 90 minut koncerta. Omejili. To pomeni, da lahko seveda podaljšamo, če ljudje začutijo, bomo igrali pač 2 uri, če pa pač ne. Ampak zadeva je v tem, da ti si lahko sam toliko nekaj cajta sposoben, da govorim jaz kot koncertni izvajalec, ne kot zabavni, kot tudi koncertni. Ti si lahko sam nek določen čas dovolj skoncentriran in sposoben dati ljudem res to.
to svojo energijo. In jaz, ko pridem iz koncerta, jaz sem moker do, ne bom rekel, ampak tisto, kar si tudi za zajtrk narediš, pa posoliš fajn, moker sem, teče z mene, zadihan, res, kot da bi maraton prelaufu. In tako, ko je rekel, na odru, ne, in pol pa stopaš dol, si pa kot da bi šel skozi ena taka vrata, ker tole in se kar se sedeš včasih. Ampak to je taka dostkrat pozitivna utrujenost. Res si imel neko lepo izkušnjo in dal si vse od sebe, ampak se mi zdi, da na neki točki je dost. Tudi ljudem je dost. In če do tiste točke zvozaš vse točno tako, res, da si dal 200%, pa si naredil špil, tako, kot se spodob. Točno tako. Super. Hvala ti, Aleks. Zelo dobro si to povedal, opisal. Zdaj pa pričakujemo naslednji pesmi, da boš pa tudi predstavil svoje prijatelje glasbenike, ne? In, dragi gledalci, sledi naslednja skladbica Aleksa Volaska. Tako, kot smo že prej rekli, pevec, glasbenik ni nič brez njegove ekipe. Zdi se mi prav, da predstavimo tele fante moje. Nasmeh benda in klaviature Aljaž Šumej. Včasih nekoliko prezrti, a esencialni del. Rekli smo tudi, tisti, ki se radi družijo z glasbeniki, pa nikoli ne ve, kdaj bi vstopil, ne? Ampak ni res. On točno ve vse. Res moj dober prijatelj. Žiga Ravšel na bobnih. Človek z največjo kitaro v bendu in z najmanjšim zaslonom. Nekdo, brez katerega seveda ni baze. Basist Tilen Sušnik. Hitri prstki, sanje vsakega dekleta, tiskate za vrat zagrabi nežno, da iz tebe izvabi najlepše zvoke. Da ne pukal. Kitara. Danes enega člana ni, tudi, danes smo taki manjši zasedbi, imamo še enega, ki pa res požene. Tine Lustek, tebe pa pozdravljamo, sam na daleč. Tako da pridite na koncert, pa nas boste videli vse, a ne? Kaj je to samota, nekaj, kar ne mine, kar leži v tebi in duši spomine. Kaj je to ljubezen, vedno je premalo žarkov sonca tvojih, sence so ostalo in vem, bilo bi čudovito s teboj živeti kot v snu. A kar lepo je, gre prehitro, kot v dlan lovil bi kapljice ledu. In če pomlad nikoli več ne pride, bo z menoj čakala na jesen. Ker zmrza ubije vse spomine, jaz pa rad se vedno tu bi te imel. Kaj je sploh med nama, naj že enkrat pride sreča, ki ob tebi nikdar ne zaide. V svetu večnih sanj sanjava vsak svoje, a kot je stisnil
misli. Rad bi zlil se v tvoje in vem, bilo bi čudovito s teboj si veti skozi čas življenja skupaj risati sliko, ki grela naju bo, ko pade mraz. In če pomlad nikoli več ne pride, bo z menoj čakala na jesen, ker zmrzal ubije vse spomine. Jaz pa rad zavedno tu bi te imel in da samota je najlepša od dvoje. Rad bi spet verjel s teboj. Čudovita interpretacija. Jaz moram to pohvaliti. Jaz ne morem kar zdaj reči, glej, so prišli, odigrali, ampak je človeški faktor, je tako. Lej, če je začutiti, je začutiti. Jaz ga tudi čutim cel band izvaja zelo clean, vse, nobenih pretiranih stvari, vse je na mestu in to je to. To je pol to. Skup potegne komplet zadevo, ne? In dinamika skup laufa, vse. Vse laufa. Velike čestitke, mislim, res nisem te nikoli slišal živo, zelo dobro. Jaz sem te že poslušala v živo in je vedno, tako kot je fant tist povedal, ne, ki hodi k tebi na koncerte, vedno je malo drugače, ne. Vedno je tvoja interpretacija obogatena drugače. In še to sem želela povedati, studijsko, popolnoma drugače, ko pa začutiš to v živo. Je pa spet. Ma pa nek svoj žmoht. Se to je isto, če fanta gledaš na sliki, ne? Ni isto, če ga spoznaš. Seveda od vseh filtrov in vsega, pa ga vidiš v živo. Pustimo zdaj to. Ja, razumem. Tam je bolj razočaranje. Pa imaš raj sliko, ne? Ja. No, kako ti gledaš na to? Jaz sem, kakorkoli lahko rečemo, pač so vzponi in padci, je scena, kakršna je. Jaz sem pač v končni fazi zelo hvaležen, no, da lahko nekako vse dokaj neomejeno delam, ustvarjam, govorim svoje zgodbe in da imam res za sabo tako ekipo, ki ji lahko zaupam, glej, praktično vseeno, res. In s takim prepričanjem iti na oder je nekaj res navdihujočega, res si pomerjen in tudi nekako s temi fanti sem čist tremo zgubil. Hvala. Ker vedno imaš 101 misel, ko greš na oder, a bo vse v redu, a bo to, a bo ono. Ne, pač človek se obremenjuje, ne? Jaz pa pač dejansko odvzeli so mi eno veliko breme in sem hvaležen in zelo končno dam 200% sebe, a ne? Ker prej si se ukvarjal s 101 stvarjo, tako da jaz upam še na veliko nastopov, mi bomo pač šli okoli, gremo zelo imamo po Sloveniji eno tako manjšo turnejco, ki jo bomo zaključili 10. novembra na Ljubljanskem gradu z velikim koncertom. Do takrat pa lej, same lepe zgodbe, hvaležnost in dobra glasba. Vedno vsak album, kolikor te spremljam do zdaj, malo zaokrožiš drugače, ne? Se pravi, prejšnji album, ki smo ga poslušali, spet malo drugače to, kar zdaj ustvarjaš. Kaj ti je zdaj v glavi? Kakšni so cilji? Kam strmiš v glasbi? Naučil sem se, da prav stremeti, to je tako. Ne, pač, če si zastavljaš previsoke cilje, si pač vedno razočaran in to se meni ne da biti. Tako da nekako, kot si opazila, ne, ja, res, vsak album ima neko svojo rdečo nit, ampak je vsak drugačen od prejšnjega. In tu je mogoče pač neka ta nujnost glasbenega odraščanja, ki pač se zgodi spontano. Ampak meni je to okej. Jaz pač, če bom pa kdaj se začutil, da naredim narodno zabavno plato, jo bom pa naredil, a ne. Ampak zaenkrat je tako, ko je. Meni v prvi vrsti je res kakovost in tudi ne samo v pesmi, tudi v nastopu. In želim si več tega. In to je samo neka usmeritev. V bistvu jaz tako gledam. Gremo naprej, kam nas bo pot prenesla. Kdo ve, ampak uživajmo na njej.
Wolf, kaj pa ti bi imel kot mogoče kakšen nasvet za mlade glasbenike? Dobar, Aleks ima že svojo pot. Jaz se nimam več za tako mladega. Ne, vse govorim, ti imaš že svojo pot, ti že veš kaj in kako, ampak ti, Wolf, nekomu, ki se podaja na slovensko glasbeno sceno. Buh na stvar. Ampak ni enostavno. Bodimo malo optimisti. Vse sem optimist, ampak jaz sem tudi realist. Jaz direkt povem vse, kar je, ampak lepo je imeti veselje, lepo je imeti željo in tako, kot sem jaz imel, ko sem bil mulc, ko sem šel 14 leti v Ljubljano, za mene je bilo tako, kot šel v New York takrat, ne, z Hrastnika, ne, a veš, in je isto zdaj za te mlade ljudi. Pač odkrili bojo svoje poti, odkrili bojo svoje moči, bom rekel, ne, svoje vezi bojo najdeli, napel in naredili to, kar bojo pač naredili. Ni enostavno, je pa lepo, veliko veselje na poti. Pot je tista, ki v bistvu te žene in vsak dan, ki uspeš nekaj boljšega narediti, ker si prejšnji dan, si zmagal. Ne. In to je to. Za njega, recimo, jaz bi mu predlagal za naslednji album, ker sem slišal tvoj tenor, ki ga imaš, ne, bi ga lahko še mečken bolj uporabil. Te note, te močne note, ne, jih slišim, lahko pomedeš kar nekaj teh tenorjev, ki se klele grejo in v bistvu skozi to nežnost, ki jo imaš v glasu, pa na teh notah se mečken bolj useče, pa jih dej ven. To imajo Slovenci radi, bojo kupili kot svina. To bojo kupili, to je to, stari. Kaj lahko še človek po 30 plus letih si da za cilj? Še naslednjih 30 plus. Bravo, to dajmo si zaploskati, to je to. Ja, ne? Mene poglej, jaz ne odustanem, se pravi, sem si zadal še nekaj let, delam pa skozi, nisem nehal od 5. leta. Ne? Wolf? Delam ga ta moment. Ta moment delaš. Ni še končan. Predhodni, prej je bil pa, ko si rekel, da... Tisti je bil pa za štos. Ti si bil pa za štos, dobro, ok, zdaj bomo pa zares čakali na novi komad. Tisti je bil pa res za štos. In zdaj, ko čakamo seveda tudi na tvoj komad, ti ga boš lepo z gvircu rečejo, ne? Ja, veš kaj, jaz sem pa downsizal, imam ekipo, ki bom delal čisto akustiko, v glavnem pop-rock akustiko, grem na čim manj not, pa čim več powerja. To si želim in tudi tiste posladkane note iz mojih teh komadov, ki jih imam koliko sos, teh ne bo več, ampak bo fajn groove, na trdo bomo igrali. To me veseli ta moment in tako bom tudi band spelo ven. Super. In mi ti želimo vse dobro na tvoji glasbeni poti. Ja, hvala. Aleks, kaj zdaj za konec sledi? Za konec pa, tako kot sem rekel, želim si ohranjati ta optimizem. Ne? Enkrat sem slišal eno dobro misel, pa mi je že ušla. V glavnem, optimizem je tisti, ki daje sploh smisel, a ne? Ti lahko razmišljaš o vse sorte stvari, ampak optimizma ne smeš zgubiti, te volje do ustvarjanja. To je edino, kar pelje, jaz imam volje veliko, nekaj bomo še naredili, po moje. In zaključil bi pa z eno pesmijo, ki je meni osebno zelo blizu in govori o tem, da je lahko čisto vsaka mala stvar tista, ki dela življenje lepše, življenja pomen. Super, hvala Aleks, hvala Wolf, za vse nasvete, ideje. Hvala Kaja, ki imaš tak passion. Yes, to. Hvala, ker si prišel. Meni je bilo lepo se s tabo podružiti. Mislim, da sva zelo uživala, lepo v prvi vrsti poslušala Aleksa. To je privat koncert, pa še zastojn. Še zastojn. Ne raba hoditi 10. novembra na njegov koncert. Golaža pa ne bo na danes. Dober, okej. Zaključujemo brez golaža. Hvala, Aleks in celotna glasbena ekipa. Fantje, super ste, pridite še kaj k nam. Ne? Aleks, jih boš še kaj pripeljal. Ja, če bojo pa sami hoteli, bojo pa pač prišli. Bojo pa sami pač prišli. Tako ali drugače, kje drugje naši gledalci kot na našem odru. Tako da, ja, zaključimo takole v eni pozitivi in dobrem duhu. Lepo bodite v cvetju, poslušajte dobro glasbo. Zdaj pa še za konec Aleks Volasko. Se vidimo prihodnjič.
kdaj vetru kako šelesti, v pesmi drevesa igrivo lovi, kjer sonce potoku podarja sijaj, tam skriva najlepši seraj. Vihar, oceani in modro nebo, gori in doline, ovite v meglo, kot eno je vse združeno v tvoj objem, ki daje življenja pomen. Ker ti si z menoj in vodiš me tja, kjer še je ljubezen človeku doma. Ker ti si z menoj in daješ mi več kot lahko si želim. Ker ti si z menoj in vodiš me tja, kjer s pticami spet se dotaknem neba. Lepota neskončna je v tebi, ki daje življenju pomen. Prisluhneš kdaj sebi in ritmu srca, ko tiho razkrivaš skrivnosti sveta, je v drobnih stvarih na milijone želja, a naj te odpeljem do tja. Tam bova plesala na pesmi o tem, da izgubljeno se vrne ljudem. Upanje v tisto, kar največ velja, tam najina glasba igra. Ker ti si z menoj in vodiš me tja, kjer še je ljubezen človeku doma. Ker ti si z menoj in daješ mi več kot lahko si želim.